Tradicionalna papirna industrija se danes spreminja v sodobno industrijo prihodnosti, ki deluje po načelu krožnega gospodarjenja, je bioosnovana ter izkorišča digitalno transformacijo v prid razvoja in večje učinkovitosti. Omejenost naravnih surovin in fosilnih goriv papirna industrija že desetletja spoštuje, zato ves čas reciklira, uporablja naravne, a obnovljive surovine, sicer pa zapira snovne energetske krogotoke in postaja čedalje bolj energetsko in snovno učinkovita. Izzivov ne manjka. O tem, kako se papirna industrija preoblikuje, prilagaja in razvija skladno z aktualnimi in na dolgi rok edinimi okoljsko sprejemljivimi usmeritvami, so govorili udeleženci 23. dneva slovenskega papirništva, ki je potekal 20. novembra 2019 v Postojni. Kot eden od organizatorjev Društva inženirjev in tehnikov papirništva z gospodarsko zbornico smo šli na novo lokacijo po 45 letih. Da smo naredili pravi premik, vsebina se pa samo stopnjuje. Mislim, zadeli smo aktualno vsebino, mi smo vedno aktualni, iščemo naše nove rešitve v povezavi z partnerji, sodelavci in tudi mednarodnimi firmami, ki so vodilne na področju papirništva, tako da pričakujem, da bo sta te 2 dni sedla prav v zavest kot eden po 45 letih malo drugače. Kako utripa slovenska papirno-predelovalna industrija? Utripa med krožnim, utripa med digitalnim, pa utripa med tradicijo. In tukaj moramo najti neko soglasje, v katerem bomo dosegli maksimum in v katerem bomo dosegli maksimum tudi v prihodnosti. Nažalost smo bili v preteklosti izpostavljeni cenam na celuloze na svetovnih trgih, tako da upamo, da bo ta vpliv manjši v naslednjem letu in pa tudi nam bo država prisluhnila, da bomo šli z zakonom o minimalni plači naprej, naredili panogo privlačno mladim in pa da bojo zaključki te današnje konference šli tudi v prihodnje leto in se bojo upoštevali te naše zaključki tudi v normalnem delovanju vsakega podjetja v tej branži. Papirna industrija je gotovo pred izzivom, ki je nekje med biokrožnim in digitalnim. Dejansko čas, v katerem smo, je neka avtocesta sprememb in kot tradicionalna industrija, ki smo vpeti v procesno proizvodnjo, pač moramo skočiti na ta hitri vlak. Izzivov je veliko. Definitivno na področju kadrov, ker imamo izziv pridobiti mlade kadre in jih obdržati v naših sredinah. Na področju izobraževanja, kjer moramo pač bolj poskrbeti za naše izobraževanje. Smo bili že uspešni na tem področju, pa vendar izzivi še ostajajo. Ključno se pa mogoče zdi, da moramo za to, da bi bili bolj uspešni na področju kadrov, še več svojih resursov vložiti v promocijo. Vajeništvo se je uvedlo pred 2 letoma za papirničarja v letu 2018 in sicer za večino poklicev je možno peljati vajeniški sistem ali šolski, za papirničarja pa kot edinega takega le vajeniški sistem. Kaj pa je papirničar? Kaj počne? Kakšen je ta? Zelo enostavno bi povedal, papirničar nam dela papir. Kako to dela? To ne dela s kakšnimi ročnimi napravami, ampak na velikih postrojenjih, na velikih sistemih in tudi to ne dela eden, ampak dela velika ekipa, ki mora delovati kot tim in naši vajenci, ko so v papirnici, spoznajo vse te naloge, ki jih ima taka ekipa na papirnem stroju. Zraven tega se naučijo še analizirati, testirati papir v laboratorijih in naučijo se tudi ostalih zadev. Priprava lesne mase, skratka, vse na temo izdelava papirja. Jaz sem se odločil za ta poklic, zato ker se mi je zdel pač zanimiv. Sicer prej nisem dosti vedel pač o tej papirni industriji, ampak ker sem enkrat prišel pač v prvi letnik, ker sem se seznanil s tem poklicem, mi je res postal zelo všečno. Kako pa je všeč tale program, nekaj v šoli, nekaj prakse? Ja, meni se zdi, da je to super.
da bi veliko bolj, kot da bi bilo to samo v šoli, ker v bistvu si v stalnem stiku s svojim poklicem in pol tudi recimo, če se po koncu programov oziroma koncu 3-letnega programa, če bi se zaposlil, ne bi bilo tistega šoka takoj, ne, ker bi prišel pač samo podjetje. Si s prakso zadovoljen? Ja, zelo zadovoljen. Kar se tiče pa tehnoloških in drugih sprememb, so pa te neminovne pač tudi v naši dejavnosti. Verjetno bojo zelo vezane na spremembe na področju varstva okolja in pa energetike, tako da mislim, da se bo ta tok uvedenih inovacij in sprememb po podjetjih samo še nadaljeval v smeri še večje okoljske in pa energetske učinkovitosti. Pred papirno industrijo se kažejo velike priložnosti. Embalaža iz papirja ima v svoji DNK reciklabilnost, kar je zelo važno za razvoj novih embalaž. In če smo prej razvijali embalažo in nismo razmišljali o tem, kje bo ta embalaža končala, je zdaj treba začeti pri odpadku in razvijati embalažo na tak način, da jo je možno ali reciklirati ali pa ponovno uporabiti. Razvijajo se nove tehnologije, kjer papir dobiva lastnosti plastike in še vedno ima možnost reciklaže med papir, tako da so veliki upi pred temi izzivi prav za papir. V diplomski nalogi smo se ukvarjali z karakterizacijo izolirane celulozne vlaknine. Predvsem nas je zanimalo, kako potencialni so različni alternativni viri biomase za področje papirništva in na podlagi vseh dobljenih rezultatov prišli nekako do zaključka, da kljub temu, da velikokrat mislimo, da so določeni viri biomase, denimo pšenična slama oziroma tisti odpadek, samo odpadek in se ga ne da uporabiti za nič koristnega, smo na nek način s tem delom dokazali, da je še kako koristen na številnih področjih in menim, da prispeva k dobrobit različnih industrijskih panog.